Živeli si narodi, ki hrepeli dočakat dan, tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak prosbo vsak nevrag, le sosed bo mejak. Darojak prosbo vsak nevrag, le sosed bo nevrag, le sosed bo mejak. Mirno! Prosto! Spoštovane in spoštovani, so dogodki, ki se zapišejo v zgodovino, ki zaznamujejo naša življenja in življenje naše skupnosti. 14. maja pred 35 leti se je prav na tem mestu odvijal eden takih pomembnih dogodkov, državnega pomena, ki je zaznamoval širšo skupnost in je pomembno prispeval tudi k osamosvajanju in demokratizaciji Slovenije. Prav na tem mestu je bil tabor Prve slovenske kmečke zveze. Prvi tabor Slovenske kmečke zveze v Vipavžah velja za prvi množični dogodek v okviru osamosvajanja Slovenije in se je odvil le teden dni po Majniški deklaraciji. Udeležilo se ga je 3600 ljudi iz celotne Slovenije, ljudi, ki so verjeli v spremembe, v samostojen in suveren jutri. Po vsej verjetnosti so to tudi tisti ljudje, ki se jim danes lahko zahvali, da v okviru samostojne Slovenije praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Ob tem prazniku iskrene čestitke vsem. 14. maja letos se je ob 35. obletnici prvega tabora Slovenske kmečke zveze v prostorih Vile Vipavže odvijalo slavnostno omizje. Danes pa ta dogodek dobiva svoje spominsko obeležje. V tej priložnosti k besedi vabim župana občine Brda, Franca Mužiča. Gospod, izvolite. Hvala za besedo, spoštovani in spoštovani. Vsem prav lep pozdrav tudi v imenu občine Brda. Organizatorji, hvala lepa za to povabilo, predvsem pa za ta pomemben dogodek. Na to temo vem, da smo že pred časom pregovorili v tej Vili Vipavže, ampak recimo na izredno ustrajnost nekega našega Borisa, dolgoletnega tudi občinskega svetnika, se je zgodilo to, da danes smo pred tem, da bomo odkrili ta pomnik, ki nas bo spominjal vsekakor in tudi naše generacije za nami, tudi v bodočnosti, kaj je pomenilo to zborovanje. Ampak še prej naj še posebej pozdravim, tu vidimo veličastne goste, tudi podpredsednika parlamenta Republike Slovenije, poslance in župane, kolege in sigurno sem še kako zadovoljen, da je pred nami, da je danes ga že v drugo v tem letu nekako pozdravljam z nazivom prvi predsednik vlade Republike Slovenije, tu med nami je tudi gospod Peterle in prav gotovo še kako se ga spominjamo, kako je začel s to novo vlado in kako je bilo treba orati ledino, ko smo ustvarjali to našo novo državo, ki je pravno Slovenija in ki je čudovita zadeva, lahko bi bila pa vsekakor še boljše, če bi znali dati glave skupaj, se podati roke, verjamete, še boljše bilo, ampak ni slabo. Verjamete, da tudi sam sem bil tisti dan tu priča temu dogodku in moram reči, da nisem bil neposredno vključen v te zadeve, ampak kot predsednik krajevne skupnosti Medana sem bil povabljen, pa sem se urinil, sam ne vem, kaj je bilo in kako je bilo. Mogoče sem bil samo radoveden, kaj bojo ti mladi ljudje,
iz Ljubljane, ki so prišli dol, zdaj pomodrovali tu v najzahodnejšem delu Slovenije in kako mislijo s to zadevo iti naprej. Prav gotovo se še spominjam iz televizije, na televiziji bilo to videti, pa v drugih medijih tudi, ko je takratna socialistična zveza s čudovitim človekom, Jožetom na čelu, ko je govoril o tem, kako naj se vse zgodi, bom rekel, ta demokracija pod okriljem SZDL. Zdaj upam, da mi ne bo ponovno kdo napačno razumel, ker zadnjič sem imel neke težave, ko so rekli, da navijem še vedno na tistih komunizem, socializem in ne vem kaj. Ampak povedal sem to, kar sem čutil in kar sem sam doživljal in tudi kar še danes je v meni. In verjamete, da sigurno sem več kot zadovoljen, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Kot rečeno, stvari bi lahko stekle še boljše, ampak tudi tako naj bo to. Vsekakor stvari grejo na dolgi rok. Verjamete, sigurno, ko bo spregovoril potem prvi predsednik vlade, kot slavnostni govornik, sigurno bo povedal, kako so oni čutili na državnem nivoju te zadeve. In mi tu na podeželju, bom rekel na lokalnem nivoju, smo imeli tudi neke namere in ne bom pozabil tudi tega, ko pa pri prvih volitvah v lokalno skupnost in ko sem bil izbran za župana v občini Brda, mi je bivši predsednik skupščine Nove Gorice rekel: Franc, pazi, da ne boš vodil to občino kot neko krajevno skupnost. Pač bil sem predsednik krajevne skupnosti Medana in verjamete, da ker sami nismo vedeli, kaj in kako bo ta stvar stekla, in je dal mi takrat neke istočnice, kako korajžno lahko gremo naprej, in sigurno, da občina ni krajevna skupnost in da imamo velike možnosti. In to smo se v Brdih tudi zavedali, ne samo župan Franc Mužič, ampak tudi občinski svetniki, razne komisije, in verjamete, smo začeli delovati tako, kot je treba, se odpreti. Zavedali smo se, da smo tu tudi na neki prelomnici slovenstva in takoj čez mejo vemo, da so romanski ljudje, da so malo bolj proti severu germanski, to mi je bilo tudi poudarjeno, in da če hočemo z njimi parirati, verjamete, da jim moramo parirati v tem smislu, da razvijamo tudi ekonomijo in gospodarsko, da razvijamo to deželico, ki ji pravimo Slovenija. Več ali manj nam to uspeva, za občino Brda tudi se lahko ponašamo in pohvalimo, da smo marsikaj naredili. Tudi ta objekt je zdaj za vami, Vila Vipuže, verjamete, ni projekt, ki se je zgodil od danes do jutri, ampak kar nekaj ministrstv smo morali obiskati in pričevati, da je to smiselno narediti. Vem, da sem uporabljal v Ljubljani zelo pogosto besede, veste, da nimamo več vojakov ob meji, ni pušk, ni mitraljezov, ampak zdaj nas lahko ščitijo samo gospodarski, kulturni in ekonomski objekti. In recimo, da tudi ta Vila Vipuže je nekaj takega, na kar smo še kako Brici ponosni. Ne samo Brici, lahko rečem tudi širša okolica, pa tudi zakaj ne Slovenija. Saj tu se dogajajo marsikatere zanimive zadeve. Da ne bom dolg, sigurno gre zahvala, da danes smo priča temu odkritju, in sigurno, da tu bi se zahvalil tudi temu drugemu Borisu, vrlemu Borisu Jakovčič, ki je bil tudi nekako iniciator in organizator, da se je vse to dogajalo takrat na tem dvorišču Vile Vipuže, ki je bila v fazi razpadanja, ampak to so lahko napravili samo ljudje, ki so vedeli, kaj hočejo in ki so imeli res tudi tisto korajžo. In Slovenci, verjamete, da jo tudi imamo, ko jo je treba pokazati. Tako da resnično, Boris, hvala lepa za ta dogodek, predvsem pa, da ste tudi toliko bili vztrajni, da te zadeve se danes dogajajo. In tudi Borisu, prijatelju,
se zahvaljujem, ker je pobudnik, da za take stvari, ki so zelo pomembne za narod, da vse, kar se zgodi, je nujno tudi zabeležiti in ovekovečiti. Ker sicer čez eno generacijo, 2 generacije, vse to gre v pozabo. Če so pa taki pomniki, verjamte, gre nekako v večnost, bom rekel. Prijeten popoldne še naprej in hvala. Krasna si, bistra hči planin, vrtkal prirodni si lepoti kot ti, prozornih globočin nevihte temne srd ne moti. Krasna si, hči planin. Tvoj tek je živ in je legak, ko hod deklet s planine, in jasna si, ko gorski zrak, in glasna si, kot spev krepak gorske mladine. Krasna si, hči planin. Rad gledam ti v valove bodre, valove te zeleno-modre, temna zelen planinskih trav in vedra višnjevost višav, lepo se v njih je zlila. Na rosah sinjega neba, na rosah zelenih gora, lepoto to si pila. Krasna si, hči planin. Ti meni si predraga znanka, ko z gorskih prišumiš dobrav, od doma se mi zdiš poslanka, nesoča mnog mi, ljub pozdrav, Bog sprimite tu sred planjav, kako glasno, ljuboš umljaš, kako čvrsto, krepko skakljaš, ko sred goraše pot imaš. Ako pridereš na ravnine, zakaj te živa radost mine? Kaj trudno lezeš in počasi, zakaj so tožni tvoji glasi? Težko se ločiš od hribov, zibelke tvojega valovja, mar veš, da tečeš tik grobov, grobov slovenskega domovja. Obojno bolj pač tu trpiš, v tej boli tožna in počasna, ogromna solza se mi zdiš, a še kot solza krasna, krasna si, bistra hči planin, vrtkal prirodni si lepoti kot ti, prozornih globočin nevihte divje srd ne moti. O, tebi žuga vihar grozan, vihar strašan, prihrumel z gorkega bojuga, divjal čez plodno boravan, ki tvoja jo napaja struga, gorje da daleč ni ta dan, nad tabo jasen bo obok, krog tebe pa svinčena toča in dež krvav, in solz potok, in blisk, in grom, oh, bitva vroča, to cekla britka bodo jekla, in ti mi boš krvava tekla, kri naša te pojila bo, sovražna te kalila bo. Takrat se spomni, bistra Soča, kar gorko ti srce naroča, kar bude shranjenih voda v oblakih tvojega neba, kar vode v tvojih bo planinah, kar bude v cvetnih je ravninah, ta čas pridrvi vse na dan, narasti, uskipi v tok strašan, ne stiskaj v meje se bregov, srdita čez branove stopi, ter tujce, zemlje lačne utopi na dno razpenjenih valov. Hvala županu za nagovor in hvala Radošu Bolčini za to doživeto interpretacijo Gregorčičeve pesmi Soči. Soči nas vedno znova spomni, da je bila preteklost slovenske enotnosti precej trda in žal tudi krvava. Pa tudi, da je naš milo zveneči jezik tisti združevalni element, ki je pomembno prispeval k krepitvi narodne zavesti in občutku pripadnosti enotnemu narodu. K mikrofonu sedaj lepo vabim predsednika Združenja za vrednote Slovenije in sicer območnega odbora Brda, Števerjan, Gorica, gospoda Damjana Terpina. Spoštovani vsi prisotni, spoštovani visoki gostje,
drage brike in brici. Prisrčen pozdrav v imenu območnega odbora VSO Brda Števerjan Gorica in zahvala pripravljalnemu odboru, ki si je umislil in organiziral ta dogodek. Posebej pozdravljam župana občine Brda Franca Mužiča, podpredsednika državnega zbora Danijela Krivca, poslanca v državnem zboru Zvoneta Černača, župana občine sosednje občine Števerjan Marjana Drufovko, podžupana občine Nova Gorica Antona Hareja, predsednika SLS-a Marka Balazica in podpredsednika Svetovne slovenskega kongresa Karla Brešanja. Celih 5 mesecev pred padcem Berlinskega zidu 9. novembra 1989 in le teden dni potem, ko je v Ljubljani Tone Pavček na Kongresnem trgu prebral Majniško deklaracijo, so naši pogumni brici 14. maja 1989 tukaj v Vipavžeh organizirali prvi tabor Slovenske kmečke zveze, na katerem se je množično podpisovala Majniška deklaracija. Pred več tisoč glavo množico ljudi iz cele Slovenije se briški kmetje niso bali na glas povedati, da hočejo samostojno in suvereno državo Slovenijo, konec enopartijskega režima, svobodne volitve in enake politične pravice za vse. Utemeljili pa so tudi svoje zahteve v zvezi s statusom slovenskega kmeta. Po vojni, ko naj bi nastopila svoboda, kot so govorili, je namreč partija kmetom pobrala zemljo in jih potisnila na socialni rob. To se je dogajalo tudi v Brdih. In le uporniški duh in trma naših bricev, povezanost njihovih družin in izjemna delavnost ter neomajna vera, da bodo boljši časi enkrat vendarle nastopili, so pripeljali do tega, da smo lahko danes na naša Brda, brike in brice, tako ponosni, ko je briško vino, pijača bogov, poznano domala po vsem svetu. In to kljub številnim problemom, ki naše kmete še tarejo, zlasti takrat, ko oddaljeni evropski in domači ozeleneli birokrati in politiki ne razumejo, da je prav vinogradnik, govedorejec ali poljedelec najboljši zaščitnik narave in zemlje, saj mu prav ona jamči vsakdanji kruh. Prvi tabor Slovenske kmečke zveze je bil eden od prelomnih dogodkov, ki so Sloveniji tlakovali pot v neodvisno državo in predvsem v demokracijo in osvoboditev našega naroda jarma enopartijskega sistema, ki ne samo, da je 50 let Slovencem kršil človekove pravice, pravico do svobode govora, do svobodnega združevanja, do svobodnega političnega delovanja in tako dalje, pač pa je v revščino in bedo spravil cele generacije sposobnih in podjetnih ljudi, ki bi bili za sistem nevarni, ko bi si lahko z zasebno iniciativo, svojim delom in znanjem gospodarsko opomogli in osamosvojili. Zato je partijski režim zatiral in omejeval tudi kmete in briške vinogradnike, ki pa so v samih 30 letih samostojne in demokratične Slovenije dokazali, da so lahko med najboljšimi vinarji na svetu. Takratni predsednik Slovenske kmečke zveze v Brdih, gospod Boris Jakončič, ve povedati, kako so ga par dni pred napovedanim taborom poklicali na partijska zaslišanja, a se kljub grožnjam ni ustrašil, čeprav je doma imel kmetijo, družino z malima otrokoma in čeprav so tedaj bili časi, ko so te lahko samo zaradi javno izrečenih besed lahko kar na lepem zaprli. On in ostali brici pa so neomajno verjeli v demokracijo in so bili zanjo pripravljeni žrtvovati tudi lastno svobodo. Zato so organizirali tabor, kjer so hoteli na glas povedati, kaj Slovenci in slovenski kmetje hočejo in zakaj so se pripravljeni odločno boriti. Zato sem mnenja, da so organizatorji takratnega briškega tabora pravzaprav heroji demokracije, heroji slovenstva
in heroji kmečkih pravic. Moramo jim biti hvaležni. Moramo mlajšim rodovom povedati, kako smo tudi tukaj, v Brdih, Slovenijo naredili spet demokratično, jo osamosvojili in slovenskim kmetom spet dali možnost, da so ponovno postali gospodar na svoji zemlji. To so razlogi, da danes postavljamo spominsko obeležje. V trajen spomin na prvi tabor Slovenske kmečke zveze, ko se je tukaj podpisovala Majniška deklaracija. Tabor, ki je bil za Brda in vso Slovenijo zgodovinski dogodek naše samostojnosti in suverenosti, demokracije in kmečkih pravic. Hvala lepa. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenec sem, zatorej dobro vem, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, jaz ljubim očetnjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povem, Slovenec sem. Kar čutim, to povem, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, od zibeli do groba, ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Da vsega reči smem, Slovenec sem, da vsega reči smem, Slovenec sem, Slovenec sem. Hvala Damjanu Trpinu in hvala moškemu pevskemu zboru Srečko Kumar, ki skrbi za glasbeni del današnje prireditve. Pesem, ki smo jo ravnokar slišali, spodbuja vrednoto, ki bi morala biti živa v vsakem slovenskem državljanu v čisto vseh časih, narodno zavest. Sledi nagovor Borisa Jakončiča, predsednika Kmečke zveze v Goriških Brdih v času tabora in organizacijskega vodjo tabora leta 1989. Dotaknil se bo zahtevnih okoliščin izpeljave takšnega dogodka v napetih trenutkih osamosvajanja Slovenije in izpostavil tudi glavne osebnosti. Gospod Jakončič, izvolite, mikrofon je vaš. Spoštovani gospod župan Franc Božič, spoštovani gospod župnik Lojze Suban, spoštovani visoki gostje, spoštovane brike, spoštovani brici, dobrodošli in izrekam vam prisrčno dobrodošlico tu, kjer se je pred dobrimi 35 leti dogajal ta tabor. Saj so že moji predhodniki povedali datume pa te in ob prepevani pesmi Slovenec sem, ki je bila takrat naša himna, ker takrat nismo imeli še himno, tisto, ki imamo danes, Zdravljico, ko so prepevali tu gor pred tem hradom, kjer je bila ta
slovesnost in so takratni pevski zbor, moški pevski zbor iz Kozane prav s to pesmijo začel to prireditev. In ob prepevanju te pesmi mi je prišlo nekako vsi slika, pa cel film se mi je zavrtel tistega dne. In to bi rad vam povedal par tistih utrinkov, ki se je tisti dan tu zgodilo. Sicer prvo bi celo vam se zahvalil. Prvo vsem kmečkim ženam, vsem kmetom, ki ste takrat pomagali organizirati, izpeljati ta veličastni tabor in da je ta tabor dobil tudi svoje mesto. Seveda tudi zahvalil bi si v prvi vrsti županu Francu Mužiču, ki je sprejel to pobudo, da se ta obeležje postavi in njegovi ekipi. Rad bi si zahvalil zadrugi Vinska klet Brda, njenemu direktorju Silvanu Pršolju, ki nam je odstopil zemljišče. Rad bi se zahvalil gospej arhitektinji Ines Bonuti, ki je napravila idejni projekt, pa tudi načrt za to obeležje. Rad bi se zahvalil izvajalcu oziroma kamnoseštvu Možina, posebno njenemu vodju oziroma starosti, gospodu Vojku, da je to v res pičlih 14 dnevih tudi to napravil. In posebno zahvalo bi pa rad dal Borisu Šviligoju, pobudniku, tistemu motorju, ki je enostavno peljal vso to zadevo, da smo lahko danes tu, da je lahko to obeležje tudi postavljeno. On je tisti pobudnik, on je tisti, ki se mu poklanjam. Hvala, da se to tudi vsi pomagali. Seveda spomin na tisti dan, tisto nedeljo, ki je bila tudi nevihtna, in se prvo spomnim tisto množico tistih slovenskih kmetic in kmetov, ki jih je bilo preko 3100, ki so bili razporejeni tu po celem tem parku. Potem mi tu pride pred oči tisti ustvarjalci takrat Nove revije, tiste, ki so potem postali politiki, ki so vodili to pot samostojne Slovenije. In seveda v srcu ga nosim in zmeraj velikokrat se zmislim na našega očeta poti oziroma očeta pomladi, ko ga jaz imenujem. On je začel Ivana Omana, tistega kmeta, ki nas je vseh vodil naprej, in želel bi, da v njegovo čast damo minuto molka. Slava mu. Seveda on je bil tisti, ki je tu s svojim glasom, svojim globokim prepričanjem nagovoril vso to množico, ki je dajal upanje vsem tistim, ki smo se tu zbrali, in mislim, da je bil tudi tisto leto 89, tisto je pravo leto prebojenja, tista potreba po nekem novem, nekaj, da spremenimo tako sistem, da spremenimo pot te Slovenije in tudi pot v tisto samostojnost. Ni se bal in tu mi pridejo pred oči vse tisti kmetje, kmetice, ki so ga gledala z upanjem, s prepričanjem, da se nekaj bo spremenilo. Seveda ne morem tu pozabiti, ko tiste niti pol ure pred samim začetkom, ko nam je zmanjkala luč oziroma elektrika, in tik pred tistem sem iskal rešitev, ker na vse smo pomislili, samo da pa res bomo brez toka, niti na konc glave mi ni prišlo. In sem tu dol na tem vogalu je bil vaščan
Ljubo Jakončič, ki je tiskal majice Kmečke zveze in on je imel tisti edini agregat in sem šel do njega in sem ga prosil, če nam to odstopi in je brez pomislekov, kljub temu, da je imel celo vrsto, ki so pričakovali oziroma čakali na te majice, je odstopil, da smo potem začeli. Seveda in mogoče je tudi to med nami, takrat je pristopil en možakar k meni in je rekel, Boris, oglej si med to množico tiste možakarje, ki imajo bele kape, je rekel, in večina tistih, je rekel, so udbovci. In res celo bili so hor na tistem balkonu, ki danes malo hrajo, takrat niti ni imel, in bilo jih je 57, ko sem kasneje izvedel. Seveda ne moram pozabiti, tukaj dol je bila ena taka mala utica, ki je bila sicer blagajna, ko smo tu odzadaj, prej je bilo plesišče, kjer se je podpisovala Majniška deklaracija. Ja, samo 7 dni oziroma 6 dni po tem prebranju Toneta Pavčka v Ljubljani si je tu množično prvič podpisovala ta Majniška deklaracija in ker je bila taka vrsta tih želje pod podpisov, smo postavili tu še par miz, da so vsi ti, ki so to želeli podpisati, tudi prišli na vrsto. In seveda spomin tistega dne pač ti ostane za zmeraj. Jaz se še enkrat vsem zahvaljujem, ki so prišli iz cele Slovenije, vsi kmetje, kmetice, ki so nam dali spodbudo, da se je ta tabor lahko zgodil. V tem trenutku bi si pa želel stvar, da pomen tega tabora povejo zgodovinarji. Da povejo tiste stroka, tisti ljudje, ki naj ga ta tabor dajo svoj pomen, svojo vlogo. Oni naj bojo tisti, ki naj postavijo ta kamenček v mozaiku na poti v samostojno Slovenijo in le stroka naj bo tista, ki postavi na pravo mesto ta kamenček v samostojni Sloveniji. In že ob tem priliki, pač se bom vzal še par minut cajta, mislim, da je pač tako zborovanje kot tabori, da bi povedal še nekaj misli za naprej. Veste, kot vsi večino mi poznate, sem kmet in tega naziva nikoli se nisem sramoval. Zmeraj in posod, kjer sem bil, zmeraj prvo delo sem se predstavil, da sem kmet. Vendar za mene kmet ne pomeni samo poklic, temveč poslanstvo. Kmetje smo tisti, ki obdelujemo to zemljo, ki obdelujemo to lepo Slovenijo in te brde, da so lepe, prijetne, da dajo tisto toplino in to v brdeh nam le kmetje dajo tisto žlahtno kapljico, ki je poznana povsod, pa tudi žal zmeraj manj tudi sadje, ki je poznano širom po Sloveniji. In ob tej priložnosti me pa boli srce za eno zadevo. V zadnjih letih, tudi v Brdeh, se dogaja to, da prihaja vedno več kapitala, da vedno več te kapital odkupuje kmetije, odkupuje tiste vinograde oziroma zemljišče. Saj veste, oni naredijo te vinograde kot v škatlici, saj so lepi. Vendar kmet da dušo. Kmetje smo tisti, ki ohranjamo tradicijo, ki ohranjamo kulturo tega področja. Kapital pa gleda samo dobiček. In zato bi prosil vseh tistih, ki ste v politiki in tisti, ki imate vpliv na politiko, da se zavedate te situacije, da podprete te malo številne kmete več, ker še, kar jaz vidim, v parih letih, lahko v 10, bo lahko po teh vaseh po 5, maksimalno 10 kmetij še ostalo. In zato vas prosim, podprite vsi, tako punce, te kmetice in te kmete, da
in daste podporo, da bojo ostali in obdelovali to zemljo. Drugi velik problem, ki vidim, je problem demografije. In ko grem po teh brdah, ki imamo hiše velike, kukesarne, in vidiš tiste zaprte rulete, ko vidiš, da je mogoče 1-2 okni odprto in vse drugo prazno, je problematika še kako pereča. In za mene je enostavno nerazumljivo to, da je ta zadnja vlada takoj po njenem nastopu ukinila urad za demografijo, ki je še kako potreben tej Sloveniji, tem Brdam, da se to sproži, da se spet da voljo tem mladim, da ostanejo na kmetijo, da se ustvarjajo družine, ker le družina 3 generacij, to je naša bodočnost. Ne pa posameznik, mogoče z ostarelo mamo, in potem vidiš, da ta kmetija v parih letih jih enostavno ne bo več in kapital jih bo pobral. In zato naprošam vse, ki upate, ki imate moč, prosim, da se tega problema zavedate. In naslednja stvar, ki pač, ko sem vam povedal, da sem kmet in moja kmečka pamet ena stvar ne more dojeti. Ne moram verjeti, da smo pred 2 leti, tam aprila 2022, lahko v Sloveniji po vseh teh dogodkih še zmeraj izvolili neko tako vlado, ker mogoče bi si ne sramovali niti tisti po letu 45 revolucionarna oblast. Ne moram verjeti, da lahko smo izvolili tiste, ki se nam obljubljali višje davke. In mislim, da danes vidite, da vsak teden imamo nekaj nov davk, nov prispevek. In tu se vprašam, ali v tej Sloveniji smo res samo birokrati, ki živimo od državnega proračuna, ali v tej državi smo tudi kmetje, delavci, obrtniki in podjetniki, ki polnimo ta proračun. In zato prosim vas, tisti, ki se, spoštovane Slovenke in Slovenci, zavedate se, da se le na volitvah in tisti trenutek, ki obkrožite tisto številko pred kandidati, pred listi, tisti trenutek se odloča o usodi Slovenije. In ta trenutek je lahko samo sekunda ali pa 2. In zato vas prosim, zavedate se svoje pravice in svoje dolžnosti. In to zavestno to tudi opravite. Želim vam pa vsem nadaljevanje lepih božičnih praznikov, zdravo, srečno novo leto in mirno, ker mir mislim, da ni samoumeven. In Bog živi Slovenijo in slovenski rod. Hvala lepa. Alojz Gradnik, bojoča kri. Od tebe sem prejel to težko kriti sveta zemlja moje domovine. Z njo, kar je prah grobov in kar živi, z njo, kar je večno in kar v času mine. Z njo so radost, ki pečo tvojih trd, z njo so tožnost ranjene živali, z njo so ljubezni strast in črni črt, z njo čistost vira in kališ druhali. Z njo silo, ki jo tratil je barbar, z njo so vdanost in nemoč tlačana, z njo vse, kar seje vate oratar, z njo, kar zori in kar mori muslana. Z njo živo viro v večni vir duha, ki v zlati luči in še temi vlada, ki v vetru, valu, travi trepeta in preko groba šeje pot in nada. O zemlja sladka, kamen, zrno, sok, o zemlja sveta, ki si me rodila, ki zibel si in grob in smeh in jok in tudi mene boš upokojila. Če tvoja kri ljubezen je in gnev, če tvoja kri molitev je in kletev, če je cvetenja in trohnobe žetev, o, naj le vsa razlije se v moj spev.
O zemlja sladka, kamen, zrno, sok, o zemlja sveta, ki si me rodila, ki zibelj si in grob in smeh in jok. In tudi mene boš upokojila. Naj nam bodo tile Gradnikovi verzi vodilo, da bomo še bolj spoštovali in cenili našo zemljo, ki nam daje dobrine za življenje in predstavljanje nazadnje tudi naš sklep. Na oder sedaj vabim slavnostnega govornika današnjega dogodka, predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Alojza Peterleta. Spoštovana župana, spoštovani poslanci, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, drage Brike, dragi Brici, slovenski domoljubi in demokrati. Zbrali smo se na enem od najlepših krajev med morjem in Alpami, v enem od krajev, ki ga je zaznamovala volja Slovenk in Slovencev po samostojni in demokratični državi. In prvič se mi je zgodilo, da ne vidim potrebe, da bi še sam kaj povedal. Ker so trije govorniki pred menoj tako odgovorno, tako domoljubno, tako zares govorili, da so me dobesedno pretresli. Spregovorili so o včeraj, danes, pa tudi o jutri, za katerega smo odgovorni. Hvala vsem trem za te močne besede, za katere bi rad videl, da bi nadomestile kakšne odmeve ali kakšen dnevnik. Jaz sem imel to srečo, da sem bil takrat tukaj na tistem taboru. Poslušal sem Ivana Omana in druge, videl sem, kako se je podpisovalo Majniško deklaracijo. Nekaj dni prej je bila povedana v Ljubljani, tudi pred več tisoč glavo množico. In takrat sem se spomnil, da je bil tu nedaleč stran v Biljani že nekoč tabor, ampak videl sem veliko razliko med biljanskim taborom in taborom tukaj. Takrat je taborsko gibanje dvigalo slovenska srca k močnejši narodni zavesti, kar je bilo zelo pomembno. Ta tabor tukaj pa je klical slovenski narod k akciji, k projektu, za katerega smo takrat slutili, da ga je mogoče, oziroma verjeli, da ga je mogoče izpeljati. Tisti tabor pred 35 leti se ni slišal samo na obeh straneh meje v Brdih, slišal se je po vsej Sloveniji in dosegal je vsa slovenska občestva po vsem svetu. Pomenil je znamenje upanja, nakazoval je prihodnost, ki se je potem zgodila, ni pa bil samoumeven. Te dni smo poslušali slavnostne govornike v Ljubljani, ki so dejali glavni poudarek na množici. Nekateri pa razlagajo stvari tako, da se nam je naenkrat zgodil narod in kar naenkrat smo bili vsi za samostojnost. Jaz bi rad tudi tukaj, oziroma še enkrat povedal, da se stvar ni zgodila ravno tako. Velike stvari se zgodijo tako, da nekdo razsvetli temo, da pokaže smer. In ko ljudje to vidijo, se lahko tudi opredelijo. Demos, ki se je takrat v zametku zbral že v Vipavžah, je nakazal to smer in alternative so bile takrat zelo jasne in enostavne. Ali nadaljujemo v propadajoči Jugoslaviji, ali pa se odločimo za samostojno pot. In ljudje so podprli
to smer najprej na demokratičnih volitvah 8. aprila 90, potem pa še na plebiscitu. Naj povem še enkrat, da ne bi mi videli nobenega plebiscita, če ne bi prej Demos zmagal na prvih demokratičnih volitvah. Je pa ta plebiscit prinesel v slovensko zgodovino nekaj posebnega, česar do takrat nismo poznali. Prinesel je narodovo enotnost, kajti če se 90% ljudi odloči za nekaj, lahko govorimo o enotnosti. Ne bom šel v podrobnosti, kako je izgledalo 6 mesecev po tistem. Bi vam pa rad povedal, da so takrat nekateri želeli, da bi takoj proglasili državo, čim bi bil znan rezultat plebiscita. Tisti, ki smo bili v Poljčah strani vlade, smo opozarjali na dejstvo, da nismo še obrambno pripravljeni, če bi se kaj zgodilo, in smo se potem dogovorili, da državo proglasimo najkasneje 6 mesecev po plebiscitu. Tako se je tudi zgodilo in takrat smo bili pripravljeni, kar smo dokazali tudi v zmago v vojni za Slovenijo. Ko gledam nazaj pojave, kot je ta tabor, se spominjam, kako je ideja o samostojni državi, o kateri smo sanjali in se zanjo izjavljali že zelo dolgo, doma in na tujem, kako je prevzela Slovenijo. To je bilo zelo pomembno za tiste, ki smo prevzeli takrat politične odgovornosti. Zelo pomembno je, da smo čutili ljudi na svoji strani. Ne bi uspeli, če te podpore ne bi bilo. In jaz sem tisti tabor v Vipavžah doživel kot nekaj pristno slovenskega, ljudskega, demokratičnega in usmerjenega v svobodno prihodnost. Jaz sem doma s kmetov. Če se 1 hektar zemlje, na kateri sem se rodil, lahko šteje k kmetijam. In mene ne čudi, da je prva lastovka slovenske politične pomladi priletela iz kmečkih logov. In sem kar naprej hvaležen Ivanu Omanu, da je prevzel vlogo voditelja Slovenske kmečke zveze, ki je bila tudi zelo močna na prvih demokratičnih volitvah, zasedla je drugo mesto z minimalno razliko za SKD. Torej, imeli smo takrat ljudi in podporo, ki so hoteli doseči samostojno državnost, in tukaj v Vipavžah sem jaz imel občutek, da smo bili vsi naši in da to, kar bomo naredili, bo tudi za vse nas. Danes pa bi rekel, da smo še samostojni, imam pa vtis, da nismo vsi naši, da so eni bolj naši kot drugi. Samostojni smo, enotni pa nismo več. Ni treba biti enoten za vsako stvar in v vsakem trenutku. Ima pa prihodnost nacija, ki je sposobna definirati skupne cilje, ki se zaveda situacije, v kateri živi, in ta danes ob 2 vojnah v bližini ni prijetna. Torej, nacija mora najti pot do skupnih ciljev, to pa lahko dosežemo samo z spoštovanjem vseh, ki želijo pri tem iskanju skupnih ciljev sodelovati. Me mika, da bi komentiral to, kar so povedali govorniki, ampak bi to predolgo trajalo. Rad bi čestital brikam in bricam za tisto, kar so v svobodnejših razmerah pokazali v času samostojnosti. Nekateri pravijo, Brda so slovenska Toskana. No, zame so Brda lepša, čeprav je tudi Toskana lepa, ne. Ampak to, kar so Brici naredili v teh časih, je nekaj izjemnega, vrednega čestitk. In jaz se spomnim časov, ko ni bilo ene tako zvane tujske sobe.
danes imamo tukaj tudi hotele, danes se da tukaj prespati, da o vinih ne bi govoril. Samo to bom rekel, da nekoč smo poznali samo vina enega od Kristančičev, to se je dobilo na protokolarnih srečanjih, ne. Danes imamo v Sloveniji toliko dobrih vinarjev, da jih ne morem tukaj naštevati. Gospodu Borisu sem pa posebej hvaležen, da je po svetu tudi v temnejšo plat naše stvarnosti. Ko sem se jaz rodil leta 1948, nas je bilo 33 000, lani se je rodilo 16 000 ljudi. To, o čemer je govoril, je težka resnica, ki se jo ne da popraviti od danes na jutri. Lahko pa k temu tudi država prispeva, tudi vlada prispeva, če poskrbi za naklonjene pogoje za življenje družin. Zaenkrat številčnejše družine takih naklonjenih pogojev ne uživajo. In seveda ta zemlja, ki je poznala znoj in kri, bo ostala naša samo, če bomo krepili veselje do življenja. Jaz si ne predstavljam Brd brez brik in bricev in upam oziroma pričakujem, da bo prišlo do časov, ko bo spet več veselja do življenja, ko bo tudi zemlja pomenila večjo vrednoto, kakor je pomenila nekoč. In jaz bi si želel, ko stojim pred tem spomenikom oziroma na kraju, ki je vreden spomenika, da bi bili sposobni poiskati poti v skupno prihodnost in da bi bili vsi naši. Dovolite še besedo k spomeniku. Jaz sem vesel, da je prišlo do te pobude strani VSO in sem slišal tudi vprašanje, kaj pa ima VSO pri tem. Glejte, ta tabor v Vipavžah je vrednota slovenske osamosvojitve. Jaz temu ne morem reči drugače. In vsi, ki so prispevali k taboru, pa tudi vsi, ki so prispevali k temu spomeniku, prav je, da se pokloni temu spomeniku, da se poklonimo vsi, ne samo ena od strank spomeniku oziroma ljudem, ki delijo vrednote slovenske osamosvojitve. Ukinili so nam muzej osamosvojitve, ampak spomin na tiste čase ostaja in krepi našo zavest. Tukaj imamo zdaj ta spomenik. Na Gorenjskem nastaja spomenik osamosvojitvi za Gorenjsko. Razne stvari se dogajajo, ker spomina na največ, kar smo politično kot narod dosegli, se ne da ukiniti z enim sklepom ene vlade, naj bo taka ali drugačna. Se vam opravičujem, ker sem tole malce potegnil, ampak ta spomin na Vipavže me, rekel, ostaja v meni močan in zahteva trajen in hvaležen spomin. In še enkrat hvala lepa vsem, ki ste prispevali k taboru, pa tudi k temu, da danes odkrivamo ta spomenik. Želim vam, da bi se vas božično veselje držalo celo drugo leto. Želim vam, da bi bili kar se da zdravi in želim vam čim več vnukov. Bog živi Slovenijo in Brda. Sweet
Hvala gospodu Peterletu za govor in hvala moškemu pevskemu zboru. Sledi slavnostno odkritje obeležja. Odkrila ga bosta predsednik Združenja za vrednote Slovenije, gospod Alojz Peterle, in predsednik Kmečke zveze v Goriških Brdih v času tabora, Boris Jakončič. Blagoslovil pa ga bo duhovnik Alojz Suban. Vse tri lepo vabim k obeležju. Mirno! Glasni pozdrav! V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, zbrali smo se v blagoslovu tega obeležja. Prosili bomo Boga, naj ga blagoslovi svojo Božjo močjo in priprošnjo. Molimo, vsemogočni večni Bog, vse, kar si ustvaril, je dobro in nič ni nevrednega, če hvaležno sprejmemo kot dar tvoje dobrote. Po tvoji besedi naše molitvi se vse posveti, zato se ti zahvaljujemo za tvojo pomoč in dobroto. Prosimo te, blagoslovi, prosimo to obeležje v spomin prvega tabora Slovenske kmečke zveze, da bomo rasli v veri in doživljali tvojo pomoč in varstvo po Kristusu, našem Gospodu. Skupno zmolimo še Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, rodi se tvoja volja, daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Gospod z vami. Božji mir, ki vsak razum presega, naj vari vaša srca in vaše misli, da boste bolj spoznali in ljubili Boga in njegovega Sina, našega Jezusa Kristusa. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Čakaj, prosto! Vsi skupaj lepo povabljeni, da praznovanje ob tako žlahtnem dogodku nadaljujemo ob kapljici rujnega in sicer v prostorih Vile Vipavže. Hvala. Brda, brda, vinorodna, rjave lehe razorane, od vrhovja do metane, briška zemlja je svobodna. Iskra zdravje rodov soči, žarka brika toči, toči. Iskra zdravje rodov soči, žarka brika toči, toči. Brda, brda, valovita, srca topla, so vas čula, črešnje breskve, grah rebula, kri pojoča pleme.
Biste zdravje rodov Soči, žlak na brika toči, toči. Biste zdravje rodov Soči, žlak na brika toči, toči. Brici, brici, trdno stojmo, mi stražarji smo obmejni, vi ste z nami, vrste žejni, briško pisem vam zapojmo. Vi ste zdravje rodov Soči, žlak na brika toči, toči. Vi ste zdravje rodov Soči, žlak na brika toči,